Ljubosumje je odraz lastne nemoči, nezaupanja vase in strahu pred tem, da izgubimo nekoga, ki ga imamo radi. Dobra novica pa je, da se ljubosume lahko zavedno znebimo. In rada bi z vami podelila 3 preverjene korake, kako se lahko tudi vi zanesljivo v kratkem času rešite ljubosumja. Prvi korak, čeprav se sliši zelo nelogično, je to, da sprejmemo sebe, svoje občutke, da se prenehamo obsojati in da razumemo, da je nekje v nas, globoko v nas skrito nelagodje, čustvena bolečina, ki v prvem koraku potrebuje predvsem naše ljubeče sprejemanje in sočutje. In drugi korak je, da ne napadamo partnerja, da je on kriv, da je ona kriva, da se mi slabo počutimo. Ampak da najprej iskreno sprejmemo svoje občutke, si jih olastninimo in o njih iskreno govorimo svojim partnerjem, brez napadanja in brez obsojanja. Partnerstvo je namreč polje, kjer drug drugemu odpiramo čustvene rane iz preteklosti, največkrat iz zgodnjega otroštva. In tukaj sta zdaj 2 možnosti. Partnerstvo lahko postane bojno polje, kjer uničujemo drug drugemu. Lahko vso svojo notranjo stisko vržemo na drugega in mu rečemo, ti si kriv, ti si kriva. In s tem zelo slabo naredimo, zelo slabo vplivamo na partnerja in na dolgi rok uničujemo medsebojni odnos. Lahko pa partnerstvo postane polje izjemne osebne rasti, izjemnega sočutja in izjemne ljubezni. Pogoj za to pa je, da brez sramu odpremo svoje srce, da iskreno in toplo komuniciramo s svojim partnerjem tudi o bolečih stvareh, da smo ranljivi pred njim. In da naredimo tretji korak, kjer je ljubosumje pravzaprav odskočna deska, da izboljšamo svojo samopodobo, da začnemo verjeti vase, da na novo odkrijemo svojo notranjo moč, svoj notranji mir, predvsem pa svojo lastno vrednost. Ker če se želimo trajno rešiti ljubosumja, se je potrebno resnično ozreti vase, pozdraviti svoje pretekle čustvene rane, izpustiti sebe staro čustveno bolečino in stare razočaranje, stare izkušnje. Potrebno začeti verjeti vase, da smo dovolj dobri, da si zaslužimo ljubezen in da smo vredni te ljubezni.